Festival Fabula literature sveta vsako leto pripelje v Ljubljano svetovno znane pisatelje in pisateljice. In to je pravzaprav edina priložnost za nas, da jih spoznamo, da gremo na pogovor z njimi, da poslušamo, kaj imajo za povedati o svoji literaturi, o svetu. Zakaj jih moramo poslušati? Zakaj so knjige pomembne? V literaturi se začne pripovedovanje zgodb. Te zgodbe se potem posredujejo preko tudi filmov, preko serij, preko stripov, preko marsičesa, ampak literatura je pa veliko bolj osnovna pri tem. Na začetku so si ljudje pripovedovali zgodbe, tako da so jih govorili en drugemu in potem so jih začeli zapisovati. Je to prvi način, preko katerega smo lahko spremljali, kaj se je včasih dogajalo, na kakšen način so ljudje živeli, na kaj jih je prizadelo, kaj jih je osrečilo. In še vedno so knjige tisto, preko česar mi lahko sledimo drugim življenjem in jih spoznavamo. Na isti način se tudi učimo o svojem življenju in se že vnaprej pripravljamo na ene stvari lahko, ki se nam bodo zgodile. Ampak otroci raje gledamo, kot beremo. Pojem literature se je zelo razširil. S tem, ko se je naš svet razširil na družbena omrežja, na Facebook, na Instagram, na Twitter, se je tudi literatura tja začela širiti. Naprimer, pred kratkim je izšla knjiga Rupi Kaur, Med in mleko. To je ena avtorica, ena mlada punca, ki je začela pisati pesmi na Instagramu. Ljudje iščejo literaturo, torej prepoznajo dobro literaturo tudi na Instagramu. In je prišlo zdaj do tega, da je ona izdala knjigo, naprimer. Kaj pa Fabula ponuja otrokom? V okviru Mlade fabule bosta potekala 2 dogodka. Vodnikovi domačiji v Šiški, filozofija za otroke s filozofom Janezom Ciperletom, pa Bratovščine Sinjega Galeba. Z branjem Bratovščine Sinjega Galeba, glasbo v živo, animiranimi ilustracijami bojo otroci lahko podoživeli Bratovščino Sinjega Galeba, to literarno klasiko.